Pozdravljeni! Pri FII so že objavili prve podrobnosti za pogonske sklope, ki bodo nastopili v sezoni 2026. Ampak njihove objave so v resnici sprožile več vprašanj, kot da bi dale nekih konkretnih odgovorov. Treba je razumeti, da sezona 2026 je še izjemno daleč, ampak inženirji morajo pričeti z delom, da bodo razumeli, v katera področja se sploh splača vlagati. In sedaj imamo prvi bežni oris, kako bo vse to skupaj izgledalo. Prva točka, ki je izjemno zanimiva, je ta, da v naslednji generaciji pogonski sklopi ne bodo imeli elementa MGU-H. In verjetno mnogi navdušenci poznajo ta element samo po kratici. Najprej bomo na hitro razložili, kaj sploh pomeni MGU. Motor Generator Unit. Ali zadeva, ki je v principu izjemno podobna dinamu, se ga marsikdo izmed nas, predvsem starejši, spomnimo iz navadnih koles. Namreč, če vrtimo dinamo, proizvajamo električno energijo in v primeru kolesa je gorela žarnica pri luči. Po drugi strani, če namesto žarnice dodamo baterijo, se bo začel vrteti dinamo. Torej, dinamo je element, ki proizvaja, ampak tudi spreminja električno energijo v kinetično. In MGU-H kot tak element je spojen s turbokompresorjem. In seveda turbokompresor, čeprav ga štejemo za en element pogonskega sklopa, ima dva dela, turbino in seveda kompresor. Potrebno je imeti dovoljšen tlak v izpušnem sistemu, da zavrti turbino, da bo lahko turbina poganjala kompresor, ki bo stisnil zrak in tako dosegel tisti želen efekt v motorju z notranjim izgorevanjem. Vem, grem malce bolj hitro pri elementih, katere sem že razložil kar nekajkrat v preteklih prispevkih. Vkolikor ne bi imeli elementa MGU-H, bi pogonski sklop Formule 1 imel tako imenovan zamik turbine ali v angleščini turbo lag. Lahko bi imenovali tudi zamuda turbine. Da bi se malce bolje predstavljali. V 80-ih letih v prvi turbo eri je bil najmočnejši motor tisti BMW M12/13. Bil je 4-cilindrski linijski motor, ki je imel eno samo turbino. Zamik, ko je voznik stopil na stopalko za plin, do trenutka, ko je motor dobil potreben tlak zraka, je bil tudi več kot sekunda. Zato imamo na sodobnih pogonskih sklopih ta element, ki v začetni fazi pomaga turbini, da se hitreje zavrti in tako preskoči ta kritični trenutek. Seveda, sezone 2026 tega elementa ne bo več. In torej bi lahko marsikdo smatral, da bodo imeli novi pogonski sklopi ta zamik, to zamudo, ta lag. A ni rečeno, kajti imamo drugi hibridni element, MGU-H, tisti kinetični del, ki je speljan direktno na pogonske osi. In ta del pomaga pri pospeševanju. Namreč mnogi navdušenci mislijo, da današnjih 120 kW, ki jih proizvaja MGU-H, lahko kar tako enostavno prištejemo moči, ki jo proizvaja motor z notranjim izgorevanjem. Ampak ta element pomaga samo pri pospeševanju, ko motor z notranjim izgorevanjem doseže tisto maksimalno število obratov, je to.
Namreč v nasprotnem primeru bi moral MGUK na eni strani poganjati pogonska kolesa, na drugi strani bi moral poganjati do višjih obratov tudi glavno gred, bate in vse ostalo, kar se dotika motorja z notranjim izgorevanjem, kar je pa vse prej kot realistična rešitev. V naslednji generaciji bo imel MGUK 350 kW, skoraj da 3-krat več. In s to dodatno močjo bodo lahko bistveno bolj enostavno premostili tisto težavo, ki jo bo povzročalo praktično pomanjkanje elementa MGUH. In sliši se na prvi pogled izjemno obetavno. Pogonski sklop bo v resnici bolj poenostavljen, imel bo element manj, a po drugi strani ne bomo videli kakšne bistvene razlike. Manjka nam pomemben podatek. Namreč, če bo imel element MGUK trikratno moč tistega, ki ga vidimo danes, kaj bo pa prvič z baterijo in drugič s tistimi omejitvami, kar se tiče pridobivanja in porabljanja energije. Tudi tu so velike omejitve že na današnjih 120 kW MGUK-jih. A o tem v dokumentu ni bilo eksplicitnega govora. Smatramo lahko, da bodo tudi te moči nekako povečali, kar bi znalo za seboj potegniti druge težave, naprimer hlajenje. Pri pretvarjanju kinetične energije v električno in obratno pride do stranskih produktov v obliki toplotne energije. Tudi zaradi tega ste videli na raznih bolidih Formule 1 kar nekaj dodatnih rež. Zakaj pa mislite, da na zgornji vstopni hladilni reži imamo toliko prekatov? Tudi zato, da hladijo naprimer baterijo in kontrolno elektroniko. A seveda, če se trikrat poveča naprimer kapaciteta baterije, bo to za seboj povleklo tudi hlajenje. A zato imajo inženirji še nekaj sezon, da se začnejo pripravljati. A hotel sem samo pokazati, da zadeve niso tako enostavne in še zdaleč ne dorečene. Glavna zanimivost za sezono 2026 je uradna potrditev uporabe sintetičnih goriv. Seveda, v prvotnem planu bi morala debitirati sintetična goriva v sezoni 2025, ampak sezona gor ali dol ni bistvena. Gre za enega temeljnih pogojev, da bi privabili skupino Volkswagen v svet Formule 1 in govorimo o Porscheu in Audiju. Porsche Supercup v naslednji sezoni bo imel sintetična goriva. A najprej moramo razumeti, zakaj v resnici gre. Ne gre za biološka goriva, temveč za sintetična goriva, postopek, ki je znan že desetletja. Kako pa mislite, da je nacistična Nemčija pridobivala gorivo drugače kot sintetičnim postopkom? Namreč, ukolikor so rafinirali premog pod visokim pritiskom, so lahko dobili želene ogljikovodike, ki so poganjali od tankov pa do reaktivnih letal. A seveda, danes je postopek bistveno bolj energetsko varčen in seveda ni treba tudi uporabljati premoga. Mogoče je uporabljati karkoli. Od naprimer lahko tudi odpadkov raznih prehrambenih industrij in še bi lahko naštevali. A na tem se dela, to niso sanje, tu je realnost. Ampak sedaj je treba pripomniti še nekaj. Porsche Supercup bo to imel v naslednji sezoni. Dobavitelj sintetičnega goriva za to serijo bo Mobil 1. Torej, isti dobavitelj, ki ga danes vidimo pri Red Bullu.
In tu bo mogoče nastal že lahko konflikt interesov, ukolikor bomo videli drugo znamko, ki bo vstopila v svet Formule 1. Namreč znano je, da ima vsak dobavitelj pogonskih sklopov svojega izbranega izdelovalca goriv in vozil. Po drugi strani, če se spomnimo Audija v Endurancu, oni so imeli pogodbo s Shellom. Seveda, dve različni obdobji, dve različni kategoriji, ampak kolikor lahko pričakujemo vstop novih konkurentov v svet Formule 1, moramo tudi nekako biti pozorni na to, kdo bo njihov dobavitelj tako goriv kot tudi vozil. Še posebej v tako revolucionarnem prestopu, kot bo menjava klasičnih goriv za sintetična. A to so le hitri pomisleki in vprašanja, ki so se mi porodila takoj, ko sem prebral te novosti. Do sezone 2026 je še daleč in zagotovo bomo dobili do takrat vse prave odgovore. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.